Lepo zdrav, spoštovani, cenjeni gosti doma pred ekrani, cenjena publika. Lepo zdrav, dobro večer in dobrodošli v nocojšnji oddaji, ki bo malenkost drugačna od tistih, ki ste jih bili do zdaj vajeni. Brez vijoličnega kotička, smo brez posebnih iger in brez osrednjega para, kot je to bilo že v navadi v petek zvečer. Zdaj namesto tega imamo za vas same fine goste in sicer ansambl Unikat. Potem Irena Vrčkovnik, vokalna skupina Breznik in ansambl Naveza. Dobrodošli v oddaji v petek z menoj. Evo nas, petek je tukaj, gospodje, december se počasi zaključuje, histerija je absolutno na višku, zdaj, če še daril nimate, potem je skrajni čas, da jih priskrbite, vikend je pred nami, torej še dan, dva, največ, da jih priskrbite, recimo, da. Če nekje srečate, evo jaz eno tistih, ki jih išče zadnji moment, skupaj zadnje sekunde dneva, tako da dajte me za rokav pocukati, bomo jih skupaj nakupiti, no, tu soljak naredimo. Zdaj, da bo ta vikend bolj umiren, da se vikend prijetno konča, teden prijetno konča, se bomo umirjeno spustili v današnji večer, v današnjo oddajo in sicer najprej z enim vprašanjem, kaj se zgodi, ko dobite partnerji drug drugega za Božič kot darilo in to pod jelko. Več o tem ansambl Unikat, naj Božič. Vse, kar sem želela, si za Božič bil si ti. Da med kupom pisanih daril me čakal bi in nežno me objel, v sanje zavrtel, z ljubeznijo v hladnem zimskem jutru me ogrel. Vse, kar sem želel za Božič, dala si mi ti. Lepa kakor angel si, srce predala mi. Si z iskrico v očeh pričarala nas me, ko z novim jutrom si zbudila v mojih sedlaneh. Naj Božič bo vsak dan, ljubezen naj cveti in soncem sveto dan. Oblake prepoti, naj pravljica za dva se nikdar ne konča. Leta skupaj srečna s vami dva. Vse, kar sem želel za Božič, dala si mi ti. Lepa kakor angel si, srce predala mi. Si nežno me objel, v sanje zavrtel, z ljubeznijo v hladnem zimskem jutru me ogrel. Naj Božič bo vsak dan, ljubezen naj cveti in soncem sveto dan. Oblake prepoti, naj pravljica za dva se nikdar ne konča. Leta skupaj srečna s vami dva. Naj Božič bo vsak dan, ljubezen naj cveti in soncem svet obdan. Oblake prepoti, naj pravljica za dva se nikdar ne konča. Leta skupaj srečna s vami dva. Leta skupaj srečna s vami dva. Leta skupaj srečna s vami dva. Naj Božič ansambl Unikat za štart v današnji umirjen božični večer. Predbožični večer, ne še čisto božični, je pa božična oziroma predbožična oddaja. Vzemite jo kakorkoli želite. Dve eminentni osebi imamo danes tukaj v studiu in sicer Irena Vrčkovnik in gospod župnik Igor Novak.
Dobro večer. Živjo. Tako, dobro večer. Dober večer. Dobro večer obema. Irena, Božič, kako ga praznuješ? Daj mi to povej. Ponavadi smo res kar doma, razen letos bom pa praznovala delovno, čeprav z veseljem, zato ker pač nastopam v Slovenj Gradcu s pihalnim orkestrom in takrat pa vedno rada delam, kadar nisem čisto sama na odru. Drugače pa to družinski praznik in smo vedno doma bili, kaj dobrega skuhali, pojedli in ko sem bila še mlajša, no, sem hodila še k polnočnicam, zdaj jo pa bolj iz kavča gledam po televiziji. Dobro, pol prideva še nazaj k temu, ne, delo pa Božič vseeno ne gre skupaj. Gre. Je tako ali ni tako? Odvisno, v kakšnem poklicu je človek. Ja, tudi res. Zdaj, vi kot župnik, ne, ste itak zaposleni non-stop, se mi zdi. Ja, vsekakor so ti prazniki, božični prazniki za duhovnika, lahko rečemo, špica Okay. tega zimskega časa. Tako da je tukaj veliko dela, to se pravi ne samo polnočnica, ki bo kmalu nastopila, že odštevamo skoraj ure, ne samo dneve, prav gotovo tudi adventni čas, ki ima 4 adventne nedelje, kakor vse to poznamo in vemo. Adventni venčki, vse te stvari spadajo k tej kulturi priprave na božično praznovanje in poskušamo tudi v cerkvi vse to, kar je lepo, kar ima neko lepo lepoto, ne samo zunanjo, tudi podariti vsebino, ki pa je pomembnejša od zunanjosti. Se pravi, da si v tem času vzamemo čas drug za drugega. Prej sem rekel za darila, ne, če še kdo nima, naj gre kupiti hitro, ne, Bog ne daj po drugi strani, ne, zakaj bi hiteli, zakaj ta hiperkonzumacija povsod? Gotovo darila bi naj bila neki izraz ljubezni do naših bližnjih, vendar pa v tem trenutku gotovo pretiravamo z darili, z obdarovanjem, z nekimi cenenimi stvarmi. Pomembnejše je, da znamo biti skupaj, da se znamo pogovarjati, da se znamo poslušati. Mislim, da nam to najbolj manjka v tem času, v tem trenutku. Dajmo mi en kratek break narediti, pa pustiti vokalno skupino Breznik, en unikum v slovenskem prostoru, da nam zapoje eno čudovito pesem. Vokalna skupina Breznik. Iz oblakov tiho pada sneg in prekriva bela dol in breg. V vetru je snežink zaplesal celi roj, je sploh kdaj lepše kot nocoj. Spanec se prikrade na oči in zazimlje na stihi črnoči. Tam nekje v daljavi zvon se oglasi, prinaša mi srca ljudi. Zjutraj bili plašče olita vas, saj pričil se bo spet božiča čas. Zbrali smo se vsi iz vseh vetrov sveta, praznik ta slavimo doma. Praznik ta slavimo doma. Naj nikjer ne bo solze žalosti, luč srca naj sem plamen zagori. Upanje povsod najdi pravo moč, sreče na božično noč. Spanec se prikrade na oči in zazimlje na stihi črnoči. Tam nekje v daljavi zvon se oglasi, prinaša mi srca ljudi. Zjutraj bili plašče
Božiča čas. Zbrali smo se vsi iz vseh vetrov sveta, praznik ta slavimo doma. Praznik ta slavimo doma. Naj nikjer ne bo solze žalosti, luč srca naj vsem plamen zagori. Upanje povsod najdi pravo moč, sreče na božično noč. Naj nikjer ne bo solze žalosti, luč srca naj vsem plamen zagori. Naj objem vseh nas bo iskreno vroč, sreče na božično noč. Sreče na božično noč. Je sploh kdaj lepše kot nocoj? Zdaj, mi smo z Božičem malenkost pohiteli, pri nas je že danes, seveda vse ostale čaka šele v nedeljo, torej pojutrišnjem. Zdaj, Andreja je ob meni iz skupine Unikat. Andreja, daj mi povejte, kako vi pri vas doma praznujete Božič? Čisto družinsko. To Par je- dni prej postavimo Okej. božično drevo, potem pa božični pomočniki nastavijo darila. Ok, In božični še? pomočniki, torej starši Ja, v tem primeru. zdaj si mogoče nekomu vzel sanje, ampak ok, ja. Sam vprašam, če so starši, ne vem, kaj počnete, zato sprašujem. Ja, tako. Poslušaj, postavljate jaslice tudi? Jaz jih ne, moji starši jih pa. Tako da v eni hiši imamo vsaj ene jaslice. Dobro, pa čakate Božička. Ja, Da pride ponoči, večerjamo, ja, se poznaš seveda. tisto polno obloženo mizo. Ja, to je iz vseh filmov, ne, to v filmih vidiš vedno. tako. No, kako je in vse tisti lepo, čas, vse ko se njim idilično. mastimo, pa pride Okej. božiček in nastavi darila. Ampak, torej, darila odvijete zvečer že? Ja, absolutno. Ne čakate na drug, da Ne. ne prespite tega, ne ste si A ne nestrpni. zgledam ful taka. Človek akcije. Kako je z ostalimi fanti, kako je z vami? Kako imate? Ja, pri nas smo pa malo bolj tradicionalni. Okej. Imamo zelo majhne otroke in midva z mojo partnerko, ko mi čakamo, da zjutraj pridejo v spalnico, naj jo zbudijo in gremo skupaj pogledati, kaj se dogaja pod božično jelko. In mislim, da je to pravi čar božiča. Tako da mi čakamo zmerno zjutraj. Vi počakate. to, Tako, kar je edino nastavimo malo pravilno. bombone po tleh, pustimo vrata od krušne Vi peči. počakate na naslednji dan, Ja, na mi nismo- jutro. Ja, na jutro. Ja, da so malo nestrpni otroci, da težko spijo pa to. Ja, le, to je to. Ja, edino, Njegovi še verjamejo. No, še verjamem. Ja. no, prav, naj verjamejo še naprej, kar je edino pravilno. Mi se odpravljamo k novemu komadu, k novi pesmi, božični, seveda za nas jo bo zapela Irena Vrčkovnik. December je in z njim tisoč želja, delimo jih kot darila srca, odprte dlani, pričakovanje v zraku je. Družina zbrana je, dom vzdiši, utrip luči se svetlika v temi, da sveti večer v barvah nam zasije. Božična noč naj novo vsem prinese upanje, prežene slabe misli naj vse, prinese mir v domove. Za vse ljudi je čas, ko spet ljubezen se rodi, vsak dan po njej jih več ne hrepeni, naj vsaj to noč jo vsak živi. December je in z njim tisoč želja, zvonovi s pesmijo vabijo tja, da sveti večer skupaj doživimo.
božična Irena Vrčkovnik z lepo božično nočjo. Jaz sem tukaj pri vokalni skupini Breznik, pri družini Breznik, tukaj med gospo Marijo in gospodom Danielom. Gospa Marija, dober večer. Dajte mi povedati, ko ste začeli s petjem družinskim, se vam je zdelo, da se bo to tako išlo vse skupaj, 3 generacije, 4. zdaj na poti praktično se že uvaja? Ja, jaz si nikoli nisem mislila, da se bomo čakala ta 4. generacija. Samo da, ko imamo vajo, pa so ta 4. generacija, oziroma otroci, vnuki, pravnuki. To so že vaši pravnuki? Zravni, ja. To so že moji pravnuki. Koliko pravnukov imate? 10 pravnukov imam. Upam, da nekoč očakamo vsi nekaj takega, recimo. Ampak, gospod Daniel, dajte vi meni povedati. Vi ste vodja pevskega zbora, recimo temu tako, kompletne vokalne skupine, res? No, to glih ne drži, da sem glih vodja, ampak jaz sem predsednik našega društva. Imamo svoje društvo in mene so izbrali za predsednika in seveda si pa pač vodja avtomatsko. Se vi kdaj sprejete, recimo, ker pevci ali pa skupine so znane potem, da se sprejo včasih tu in tam? Ni časa. Ni časa za zadeve, ne. Jaz mislim, da je to ena dobra popotnica za vse družine, ker če le moreš peti, je fajn, da poješ in takrat, ko poješ, mi se dobimo ponavadi pri kakšnih rojstnih dnevih in seveda kaj drugega, kot pa petje nas druži. Dajte mi povedati, kako vi dočakate Božič? Božič pa zdaj že, lahko rečem, kar nekaj čez 30 let redno pri mami, pri babici, pri prababici. Se dobimo vedno na predbožični večer, se pravi 24. Zakurimo v kadilo, z otrocmi gremo od sobe do sobe, pokadimo v vsaki sobi, se dobimo spet v kuhinji, zapojemo sveto noč, ko zapojemo sveto noč, povečerjamo in potem so darila pravzaprav, se obdarujemo, mi se obdarujemo vedno tako, da vlečemo listke, vsak svojega imena ne smeš potegniti, pravzaprav, če ga že, ga vrneš, v glavnem se obdarujemo in potem gremo polnočenci. To je nekaj takega, kar dejansko skoraj da ne obstaja več v slovenskem prostoru. Dajmo se mi ustaviti pri skrivnosti božične noči in ansamblu Naveza. Zasneženi poti, tiho vodi me korak, zopet sveti božični noči, stopim čez domači prag. Pozdravi me toplina doma, objem očita matere, smrečica že okrašena, lepe skromne jaslice. Skrivnost božične noči naj seže v srca ljudi, da lažje bodo življenja poti, tudi ko čar praznikov zbledi.
ena pesem mila, srce ogreje z radostjo. Dobrih misli so vsa voščila, ko v dlani si sežemo. Skrivnost božične noči naj seže v srca ljudi, da lažje bodo življenja poti, tudi ko čar praznikov zbledi, tudi ko čar praznikov zbledi. Skrivnost božične noči. Prej smo rekli, kaj bi bilo, če bi bil Božič vsak dan. Irena, zdaj ti delaš za Božič to leto, to sezono. No? Ja. Kar seveda, no, gospod župnik, mogoče ni najbolj prav. No? Zakaj ne? Je treba uživati v družinskem, ne, Sej bom z okolju, družino atmosferi, seboj peljala tako na mora koncert. Ampak Svojega pa lastnega. lepe pesmi bomo peli. A ne? To je v redu. Ja. Polnočnice, dajva se tu ustaviti. Ja. Je Kaj kaj z zdaj? njimi? Delamo za Božič, gremo polnočnicam pol? Ja, jaz recimo letos ne bom šla, no, sicer pa mogoče drugo leto, letos bom gledala iz kavča, tako sem rekla, a ne. Drugače pa sem hodila, jaz sem tudi nastopala pri polnočnicah, ker sem bila vedno pevka teh cerkvenih mladinskih in otroških zborov, skozi sem nastopala, sicer pa nekaj smo igrali tudi pa pel. Letos pač je malo drugače, Sebastian, vsako leto se mora malce drugače razviti. A veš? Dobro, to bi zdaj lahko rekel, gospod župnik, da te prevzeti vse to pa se pogovoriti, no, z Ireno, ampak ne, se ne, štekam, malo se hecam konc koncev. No, lepo. Kaj pa 25. potem, dan za tem? No, se pravzaprav jaz govorim o 25. prav za Božič, 24. je pa sveti večer. Ja, seveda, ampak Ja. razmišljam, kdaj bo se skupaj, 24. treba biti skupaj. Ja, 24. bom pa pri mamici, žal Atija nimam več in bomo skupaj imeli večerjo s mojo sestrco, pa s našimi člani družine, bomo se imeli lepo, pri moji mamici so jaslice tudi vedno, pa pri sestrci, no jaz imam pač tisto ne, na hitrico. Ampak je, važen je namen, Tako. bolj kot pa veličina jaslic, kot v vseh darilih, a ne da? To je res, to, Ja. to smo že prej rekli. Ampak kdaj, ko si omenila darila, kdaj jih odviješ ti? Zvečer, zjutraj? Ne, seveda, da zjutraj, a ne. Mi smo tudi zelo tak starokopitni, kako se temu reče, tradicionalni. Romantični. Tako, Ja, vrtimo se. drug dan, pravzaprav mi imamo tak naredo, mi kupimo samo, vsak ima eno darilo kupi in potem samo eno darilo za zelo mali denar, Okej. ker res ni pomembna vrednost in potem žrebamo in vsak dobi eno malenkost, eno pozornost in to se kar dobro obnese, pa vsi smo veseli, pa vsi komaj čakamo, kaj bomo dobili. Okay, upam, Ja. da dobiš kaj lepega tokrat. Vsako za leto to nekaj sezono. lepega. Vsako leto? Ja. Nekaj najlepšega. Ja, lej, jaz sem Želje že z malimi uresničijo. stvarmi zadovoljna, Sebastian. Ja, vse smo vsi, Ja. konc koncev. Dajmo mi en kratek break oziroma pauzo narediti, če lahko temu tako rečemo. Ena čudovita skladba sledi, ansambl Unikat, kaj pa ti? Se spomniš še začetkov, vseh nasmehov in besed, ko bila sva res midva. Oba želela le, da skupaj se postarava, brez preprik in brez solza. Bila je to ljubezen res močnejša od
povej, bova kdaj spet mi dva. V noči iste sanje sanjala. Brez idej zdaj zaspi, ko te ni. Še si želim tvojih dlani, kaj pa ti? Še si želim tvojih dlani, kaj pa ti? Še si želim tvojih dlani, kaj pa Ansambel Unikat, kaj pa ti, to je naša predbožična ali pa božična, kakor želite, oddaja. Z mano, oziroma jaz ob njih ansambel naveza 4 veseli fantje. Zdaj uganite, koga kličejo mali v tem primeru? Ali pa drobižek? Ja. Kateri je? Kateri je najbolj droben član ansambla, ne? Ja, ti si takoj zraven tebe, ta dečko. Težko ga skrijemo. Težko ga skrijete. Jure, daj mi povej, kako ti oziroma vi doma praznujete Božič? Ja, naj povem, da je to tak en tak poseben občutek že od otroštva. Ven tudi vzgoja je bila taka dejansko, da je Božič tak, bom rekel, res lep dogodek. No, začne še zjutraj, še takrat se spomnim, še kar nekaj časa nazaj, no, čeprav sem še mlad, ko smo šla z očetom v gost po pravo jelko, ne. Sosedov v gost smo šla. Sosedov v gost. Ja. Če sosed gleda... Sosed gleda, se pravičujemo. Ampak dobro. Ne smem povedati, ja. Planem, no, in tako poln pričakovanja je bilo sploh za nas otroke, seveda, in potem smo sestavljali jaslice, take lepe jaslice, tudi mak smo nabrala v gozdu in tak lep dogodek je bil, seveda, pol smo se zbrali z družino po večerji in tudi zdaj je podoben principu vse skupaj poteka. No. To so eni taki običaji, kot po knjigi, ne? Prej sem z družino Brezni govoril, so vse kako, ne, kadila prižigajo te stvari, vse kako poteka pri njih Božič, ta lep sveti večer. Pri tebi doma je enako? Ja, podobno, sej, kaj ne rečem, zdaj v tem norem svetu se mi zdi, da res največ pomeni to, da je družina na kupu in tega se vsi veselimo. Tako še zaploskamo. Ja, res, ja. Na konc koncev. Tako da ne more drugače. Super, vi ostali fantje, gre tudi vam enako vse to za Božič? Kako se? Ja, mislim, da kar pri nas je podobno. Okay. S tem, da jaz sem sicer iz Maribora, pri nas ni bilo tako, da smo šli zjutraj v gost. Smreko podirati. Smreko, ja. Ja, to je verjetno res ne. Zelo težko. Ja, smo jo kar kupili, drugače pa kar podobno, ja. Ja, okej, super. Dajmo se mi ustaviti pri eni čudoviti božični skladbi. Za nas jo bo zapela Irena Vrčkovnik o času, ki mineva. Pride tak dan, nič ni narobe, pogled čez trg, pogled čez lica, betežna starka, ki krmi golobe in majhna punčka v sanje ujeta. Za sosednjo mizo so vrgli resno debato, von po morju se zlije v kafe macchiato. Il tempo passato, veter se zbuja in misli letijo, nemo brezčasne trenutke lovijo. Pride tak dan, pride pa mine, jesen drsi čez rob poletja, slika viharja.
se mi spet zavijajo v vato, sanje kakor galebi se zbirajo v jato. Il tempo passato, nič ni več isto, vse je enako, diham preteklost lepotno napako. Nekdo je prizmo potegnil z arhiva, pišem kaplje spominov, glasba je hriba. Il tempo passato, veter se zbuja in misli letijo, nemo brezčasne trenutke lovijo. Il tempo passato, nič ni več isto, a vse je enako, diham preteklost lepotno napako. Irena Vrčkovnik, il tempo passato, vse mine, čas mine in zato nismo nič mlajši. Res je. Super komad, Hvala. super lepa pesem, tudi za pravi cajt. No, zdaj Božič, Ja. tako paše, ko se zavedamo, da je leto zelo hitro naokrog. Ja. Pravzaprav, ko sem razmišljala, ne, kaj bi pela v tej oddaji, ne, sem rekla, bom dala nekaj novejšega. Pravzaprav je pa to že kar star komad, ker Koliko je star? je iz leta 2012, da pa zračuni. Ne, ampak meni se zdi, da sem ga predvčerajšnjim recimo naredila, to je bila pesem izvedena prvič na melodijah More in sonca. No. Ja, prehitro minejo vse skupaj. Ja, leto ja, gre res prehitro je. naokrog. Pravzaprav smo pa mi tisti, a ne, ko v bistvu se moramo mi ustaviti. Mi si moramo vzeti čas. Čas bo tekel naprej, ampak mi si ga moramo pa vzeti. To je res. In zdaj prideva do teme, Igor, Božič, pomen božičnih praznikov. Ne? Cajt si je treba vzeti za bližnje, za tiste, ki jih imamo radi. No? Točno to. Celo Bog se je vzel čas in je prišel med nas, pravi evangeljsko sporočilo, poslal je svojega sina v ta svet in to srečo, lahko rečemo, doživljamo prav v srečanju. V srečanju s človekom, v srečanju z Bogom, kakor so lepo povedali te družine danes tukaj, s tem, ko skupaj prepevamo, ko skupaj molimo, ko naredimo jaslice, ko smo v božičnem dreveščku, ko se obdarimo, vse to pomeni, da se vzamemo čas za srečanje. In prav beseda slovenska srečanje ima v sebi tudi besedo sreča. Mi večkrat mislimo, da je sreča v tem, da imamo veliko nekih stvari in nakupujemo in bašemo hiše za vsem možnim, ampak srečanje je tisto, ki je osnovno. In prav to si moramo vzeti čas za srečanje. Točno to. Ampak vsi smo recimo to že tak kliše, ne, za Božič, za te praznike, ne smemo dosti nakupovati, ne smemo se siliti v neko histerijo, v neko, ne, v paniko, vse skupaj, ampak na koncu pa vse te ljudi, ki pravijo, da so vsi doma pa z družinami, srečaš kje, ne, v nakupovalnih centrih recimo, ne. Ja, to je kruta realnost, ampak mislim, da je treba začeti pri sebi. Gledati druge je kar je itak najtežje. Nesmiselno, seveda. Najtežje je začeti pri sebi, ampak če ne bomo začeli pri sebi, potem ne bo spremembe. Okay. Igor, preden mi dva greva z enim voščilom za vse naše gledalce pa gledalke, se dajmo mi ustaviti pri vokalni skupini Breznik s pesmijo Pesem Večna je. Zmeraj pomnil bom mojega očeta, vse otroke nas je pet učil. Pesem je bila vsak večer zapeta.
med nami je tvoj glas, nižen, blag in bogat, družini nadse drag. Najpreširno zadoni, pismi nikdar kraja ni, naj se poje še naprej do večnosti. Zmeraj pomnil bom lepe ti besede, ko družini je nekoč dejal. Pesem večna je, nikoli ni izpita, saj zmeraj znova lepše zazveni. S pesmijo si družil nas, tu med nami je tvoj glas, nižen, blag in bogat, družini nadse drag. Najpreširno zadoni, pismi nikdar kraja ni, naj se poje še naprej do večnosti. Najpreširno zadoni, pismi nikdar kraja ni, naj se poje še naprej do večnosti. Včasih mislim, da Bog mi je glas podaril zato, da pel bi za njo in da pesmi ljubezen rodi, da brez nje se prav nič ne zgodi. Včasih čutim, da v prsih tišči me nekaj duši, zato ker je ni. Gledam vrata, ki se ne odpro, čakam noč za nočjo. Včasih tečem po istih stezah in nosil lahko in jo na rokah, a v spominih vse bolj mi bledi, vse bolj drobna in lahna se zdi. Včasih rad bi veselo zapel, pozabil na vse, se dobro imel, a brez nje nič me ne veseli, vse se prazno mi zdi. Če lahko bi me slišala, če še tu bi z menoj bila, glavo kodrasto bi nagnila, po strani me gledala. Še pogrešam sijaj v očih, še pogrešam iskren nasmeh, naj gre pesem za njo po tistih neznanih potih. Včasih tečem po istih stezah in nosil lahko in jo na rokah, a v spominih vse bolj mi bledi, vse bolj drobna in lahna se zdi. Včasih rad bi veselo zapel, pozabil na vse, se dobro imel, a brez nje nič me ne veseli, vse se prazno mi zdi. Če lahko bi me slišala, če še tu bi z menoj bila, glavo kodrasto bi
nagnila po strani me gledala. Še pogrešam sijaj v očih, še pogrešam iskren nasmeh. Naj gre pesem za njo po tistih neznanih potih. Pogrešam sijaj v očih, še pogrešam iskren nasmeh. Naj gre pesem za njo po tistih neznanih potih. Ansambl Naveza so bili tole, kasneje bodo z nami vsaj še enkrat. Mi pa, kot vidite, smo tam, kjer moramo biti, vsaj jaz v tem primeru, in sicer med otroki, kar je super. Z mano nasproti mene Jan, izvolite, dajem kar mikrofon, tako si že velik, no? Moš gledati sam bliže ustom, da se bo kaj slišalo. Povej mi, koliko si star? 8. 8 let, ti že poješ? Ja, Igraš tudi kaj? kontrabas. Kontrabas. Kako dolgo že se učiš? Toto leto sem začel igrati. Zdaj to leto si začel. Vsi otroci tukaj nekaj igrajo, se mi zdi skoraj vsi. Gal igra kaj? Harmoniko. Harmoniko. Koliko je pa star Gal? 4. 4 leta. Kam pa daš harmoniko, Gal? Ti jo držijo? Ja, ne si... O, evo, jo, kaj smo našli? Božičke. Otroci, dajte vzeti vsakega božička. Eto. Danes je že božič za nekatere. Gal, pridi bliže. Evo pa še za vse pikice zaspane, pa smo že fejst utrujeni. Jo, ok. Eto, Žana še tebi. Tako, tako. Še za nama je še kaj ostalo? Imate vsi? Dobro, evo, 2 sta pa zame. A ti ga še nimaš? Izvoli, ekala. To. Ti bi pa 2, po vsej verjetnosti. Evo, en je še tukaj, če si kdo premisli. Jan, prosim za mikrofon. Upam, da boste imeli lep božič, pa da boste dobili tisto, kar ste pisali božičku prav. Ok. Lep božični večer vsem vam, dragi moji. Mi se seveda vračamo k komadom, k pesmim božičnim. Irena Vrčkovnik nam je že nekaj teh zapela. To seveda pomeni, da jo še vsaj ena čaka v tem primeru. Irena Vrčkovnik za božič. Še vedno spominjam se najine pesmi, ko prvič plesala sva tam. Ti objel si me nežno, kot plamen ljubezni, tvoja bila je dlan. Boš moj tiste dni, ko vse bo lepo, boš stal mi ob strani, ko bo hudo. Zdaj, ko sva skupaj, se svet res vrti, boš moj tiste dni in noči. Še vedno spominjam trenutkov vse tistih, ko prvič plesala sva tam. Vedela sem, da vedno v mojih boš mislih, tudi če greš drugam. Boš moj tiste dni, ko vse bo lepo,
boš stal mi ob strani, ko bo hudo. Zdaj, ko sva skupaj, se svet res vrti, boš moj tiste dni in noči. Boš moj tiste dni, ko vse bo lepo. Boš stal mi ob strani, ko bo hudo. Zdaj, ko sva skupaj, se svet res vrti, boš moj tiste dni in noči. Ja, čas je, da gremo mi z Vineto v novo leto, pa namesto za Božič, ko boš ne prišel, ampak, kak je naslov, Irena? Prosim, Naslov komada, čigav ga? boš moj tiste A ja, dni. to si se prej malo Ni za zmotil, ja. Božič, ne Ja, vem, boš vse moj okoli- tiste dni, vse okoli Sebastian. božičnih praznikov, boš moj tiste dni, kdo jaz ali kaj? Se Ja. hecaš. Z Vineto v novo leto, zdaj pa čisto zares. Kaj je treba narediti, gospe, gospodje, če imate Facebook, pol je to malce za vse skupaj. Napisati, kateri avtomobil bi krasila nova modra vineta. Barvo poznate, veste tudi, kako izgleda. To je najbolj enostavna zadeva, ki jo treba narediti, zato da prišparate nekaj evrčkov, kar je sploh danes vedno dobro. Potem deliti objavo naprej na Facebook profilu, tega ne pozabiti, in všečkati našo Facebook stran RTS 24. In to je vse, kar je treba narediti. Nekaj vaših, da rečem, kuponov oziroma nekaj vaših prijav je že tukaj v tem bobnu, čakamo seveda še na vse ostale. Facebook hitro poklikati, ne zdaj še počakati še. No, bo konec oddaje, pol pa vsi na Facebook. Žrebamo prihodnji petek, tega ne pozabiti, nekaj časa še imate, tako en dober teden dni. Evo, to je to, vso srečo vsem, sploh tistim, ki seveda niste dobili smučarske karte, ki smo delili prejšnji petek. Če ste bili z nami, seveda to veste. Še ansambl Naveza, prej sem povedal, da bodo zapeli še en komad in to je to, še eno čudovito pesem, Če lahko bi me na. Šel bom tja, evo ga, jaz sem danes resne težave z naslovi, Irena se pravi čujem, torej šel bom tja, evo zdaj pa vem, končno ansambl Naveza. Šel bom tja, kjer je jesenca zlata, kjer jutra se pokrivajo z meglo in sredi dni odpira sonce vrata, vetrovi pisane preproge tko. Šel bom tja, kjer je pomlad cvetoča, škrjanček se nad poljem veseli in kjer morda še na domačem griču pod staro brajdo mizica stoji. Zaslišiš klic v srcu, klic domačih korenin, ni daljav, ki jih ne zmoreš, greš prek hribov in dolin. Ko zaslišiš klic v srcu, pojdi z upanjem za njim, našel srečo boš, ki na njo viže te prelep spomin.
šel bom tja, v edini kraj na svetu, kjer so sledi iz mojih mladih dni, ki jih sedaj kot ptica v zadnjem letu rad našel bi med svojimi ljudmi. Ko zaslišiš klic v srcu, klic domačih korenin, ni daljav, ki jih ne zmoreš, greš prek hribov in dolin. Ko zaslišiš klic v srcu, pojdi z upanjem za njim. Našel srečo boš ti na njo, veže te prelep spomin. Našel srečo boš ti na njo, veže te prelep spomin. Ansambl Naveza, šel bom tja. Uspelo. Zdaj bližamo se koncu oddaje in ni božičnih praznikov brez pravega voščila. Igor Novak, kaj bo rekla? Ne, bova. Boš. Najprej bi rad povedal, da se tudi sam zelo veselim božičnega praznovanja, ker je to res vrhunec te duhovne priprave, ki traja več kot 4 tedne. In zato vam želim najprej mojim župljanom v župniji Košaki in v župniji Šentilj v Slovenskih Goricah, pa seveda vsem gledalkam in gledalcem, ki nas danes spremljate po televizijskih sprejemnikih, da bi to sporočilo božične noči, ki je prav v srečanju, ki je sreča, nas vse spremljalo v obdobju, ki je pred nami, tudi v novem letu, ki je pred nami, da nas ne bi ta individualizem, se pravi ta ideja, da smo lahko srečni, če smo sami, popolnoma osvojila, ampak da bi bili sposobni iti izven sebe, da bi pogledali skozi okno, obiskali sosede, prijatelje, znance in da bi svojo besedo, svojo navzočnostjo jih razveselili. Tako bomo tudi mi bolj veseli. Da bi posebej tiste razveselili, ki so tudi v teh dnevih morda sami, ki so bolni, ki so v težavah, da bi tako tudi to breme, te preizkušnje znali podeliti drug drugemu, da nam bo tako vsem lepše. In tako iti predvsem v prihodnost z enim optimizmom, s pogumom, z veseljem in radostjo, ki nam ga prinaša sporočilo božične noči. Gospod župnik Igor Novak, najlepša hvala za te besede. Hvala vam. Mi smo pri koncu skoraj da, tako da lahko samo še rečem hvala za ta obisk. Lepe božične praznike. Enako. Za novo leto si bomo pa naslednjič vošli, ko se vidimo. Irena, hvala tudi tebi za obisk. Vidim, da so se ti kar pridružili. To je Adam, naj te predstavim. In Žana. In Žana, tako. Družina Breznik, najlepša hvala za vaš obisk vsem skupaj. Čudoviti ste, pa nekaj čist posebnega v slovenskem prostoru. Čast, ponos mi je bilo vas poznati. Upam, da tudi vsem ostalim, ki nas danes spremljajo. Ansambl Naveza, najlepša hvala tudi vam, fantje, lepe božične praznike, enako velja tudi za vse ostale pred ekrani. Nekaj ne pozabiti, ni važno, kaj je pod smrekco, važno je, kdo je okoli nje. Evo, še ena pametna z moje strani, pa lepe božične praznike in ansambl Unikat. Še vam za konec lepe praznike, pa izvolite še eno zapet za konec. Za belimi sem vrati, tišini obsedela, kako bi sploh verjela, da tu se vse konča. Besede na papirju so v duši me tiščale, le misli so iskale drobtine upanja. Kar je moje, je tvoje, vse premagalo dvoje, ker ob moji sirami ne bojim se sanjati. Vsaka barčica kdaj ujame me skrite sečeri, prav nihče usodite in ne ubeži.
ubeži. Za belimi je vrati čakalo me spoznanje, kako zbledijo sanje kot lepo mladni dan. Da tebe bi objela, le to sem si želela, mi lažje bo, ko pade obraz mi v tvojo dlan. Kar je moje, je tvoje, vse premagavo tvoje, ker ob moji si rami ne bojim se sanjati. Vsaka bačica kdaj ujame me skrite sečeri, prav nihče usodite in ne ubeži. Vsaka bačica kdaj ujame me skrite sečeri, prav nihče usodite in ne ubeži.